Katja. Se pravi, moj prispevek, torej za mojim prispevkom ni sledil noben projekt. To je pravzaprav bolj moja refleksija, nek razmislek, mogoče izhodišča za nadaljne delo. Torej vem, da so nekateri paneli in nekateri referati se osredotočali na podobne vsebine, na kar sem v tem svojem prispevku osredotočila tudi sama. Tudi torej povezovanje, poučevanje slovenske zgodovine na osnovi digitalnih zgodovinskih zbirk. Vem, da je bilo muzejska pedagogika delno predstavljena na panelu fotografska in audiovizualna dediščina, izzivi in preporod bogatstva muzejskih virov. Zdaj, z vidikom raziskovanja pa se zagotovo vaš panel precej ukvarjal s tem vprašanjem, torej zbiranje, kodiranje, analiza velikih količin delno strukturiranih podatkov, uporaba digitalnih metod v zgodovinopisju. Moj prispevek bo drugačen, torej gre za nekakšno refleksijo dela pri seminarju Slovenska zgodovina 19. stoletja, ki ga vodim sama, kjer uporabljam veliko digitalnih zgodovinskih zbirk. In me je pravzaprav zanimalo, kako študentje percepirajo to svoje delo na teh zbirkah. Namreč študentom in študentkam, jih je okrog 20, zastavim nalogo, kjer se učijo uporabljati baze podatkov, imajo določeno nalogo, ki mi je zastavljena in potem na tej digitalni zbirki iščejo določene podatke. In pa letos so izjemoma sodelovali tudi pri ustvarjanju teh digitalnih zbirk podatkov, torej zbirke pisem, ki jo je predstavila doktorica Katja Puniš. Glavna tema mojega seminarja je slovenska zgodovina, z precej poudarka ravno na politični zgodovini. Torej, in v tem smislu so tudi naloge zastavljene. Delajo predvsem na dveh digitalnih bazah, to je DLI, ki ga, kot vemo, v glavnem ustvarja Narodna univerzitetna knjižnica v Ljubljani, in pa delajo na SIS-TOI, torej poznajo tudi vašo digitalno zbirko. Poleg tega je tukaj še, bom rekla, uporabljajo Alex, to je stran, kjer je zbrana vsa avstrijska zakonodaja, torej institucija za njo pa je torej Avstrijska nacionalna knjižnica. Na Alexu so poleg zakonodaje, avstrijske zakonodaje iz Habsburške monarhije, zbrani recimo tudi stenografski zapiski, pokrivajo Kranjsko, kar je pri pouku recimo slovenske zgodovine zelo koristno. Prav tako gledajo tudi spletno stran ANO, za katero prav tako stoji Avstrijska nacionalna knjižnica in je tam zbranih torej precej zlasti nemških časopisov, ki so digitalizirani. In pa, kar se je v bistvu izkazalo na seminarjih kot precej zanimivo, tudi precej statistike. Ta statistika seveda iz Habsburškega obdobja je vsa v nemščini, poleg tega še recimo šematizmi in tako naprej. In pa letos smo tudi torej obravnavali portal pisma. Pri tem naj dodam, da se študentje z nekaterimi posameznimi zbirkami podatkov, bom rekla, srečajo tudi že pri drugih predmetih. Ta moj seminar se izvaja v drugem letniku in že v prvem letniku se nekateri recimo seznanijo pri recimo uvod v študij zgodovine z določenimi digitalnimi bazami. V glavnem pa imajo izkušnje torej ravno z DLI-om in pa SIS-TOI. Torej, kaj bi torej lahko ugotovimo v povezavi z temi digitalnimi zgodovinskimi zbirkami pri raziskovanju slovenske novejše zgodovine? Vsekakor torej tovrstne zbirke omogočajo hiter dostop do virov, ki jih je zlasti pri seminarjih nujno uporabljati. Saj prav uporaba zgodovinskih virov, in tukaj se mi zdi zelo potrebno, spodbuja razvoj kritičnega zgodovinskega mišljenja. Kajti študentje se kar naenkrat znajdejo z veliko poplavo zgodovinskih virov, in kjer se je pravzaprav treba osredotočiti na identificirati problem, formulirati raziskovalno vprašanje, razumeti, kaj je pomembno in kako naj bo ta narejena z upoštevanjem metodologije. Pri tem seminarju se je recimo izkazalo, da se zdijo študentom najbolj uporabne tiste baze, s katerimi že imajo določene izkušnje. Torej, zelo pomembno je, da recimo z nekaterimi bazami, ki se seznanijo v prvem letniku, nadaljujejo njihovo uporabo tudi v drugem in pravzaprav, bom rekla, pogostost uporabe spodbuja novo uporabo.
Torej to, ko so uporabili v prvem letniku, bodo potem tudi bolje in večkrat uporabili v drugem, tretjem in v nadaljevanju svojega študija. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da bi to delo z digitalnimi bazami pravzaprav postalo del rednega individualnega dela. Študentje so zato, ker so delali predvsem s tema dvema bazama, potem predvsem ocenjevali DLIP in pa SIS-STORY. Zlasti DLIP se mi je zdel nekaj zelo super, mogoče tudi zato, ker je tam veri so drugačni na razpolago kot na SIS-STORY in so je tudi tip tovrstnih verov bolj ustrezal seminarju. Se mi pa recimo SIS-STORY zdel odličen za lokalno zgodovino. Da so recimo tam lahko pridobili določene vere, ki bi jih drugače pravzaprav ne mogli. Kar se je v bistvu še pokazalo, da so torej, digitalne baze podatkov torej, nudijo podatke v nemščini in slovenščini. Zato mi je bilo zanimivo, kakšno vlogo bo igral jezik pri oceni njihove uporabnosti. In ugotovila pravzaprav sem, da tudi če imajo študenti zelo skromno znanje nemškega jezika, lahko uporabljajo nemške vere in zlasti statistiko. In tukaj se je pokazalo še nekaj, kar pravzaprav gre v kontekst tega raziskovanja uporabe digitalnih verov tudi drugod, in sicer to, da jih je pritegnila statistika, da so jih pritegnile številke, kar je bilo pravzaprav zelo zanimivo. Namreč kaže se, da te digitalne zbirke podatkov za zgodovinske namene na nek način spodbujajo kvantitativni pristop. Medtem ko recimo pisni arhivski viri spodbujajo kvalitativno analizo oziroma hermeneutični pristop, torej ponovadi gre tukaj za nekaj dokumentov, omejeno gradivo, so sicer interpretacije jasnejše, z bolj izdelanim teoretskim pristopom, tudi bolj jasna kontekstualizacija. No, v tem primeru pa so pravzaprav fokusirali na statistiko, za kar običajno se iz preteklih seminarjev recimo ne spomnim, da bi bila neka pretirano zanimanje sploh za to vrstno vprašanja, tukaj pa so jih pravzaprav številke zelo fascinirali. In se mi zdele pravzaprav ta kvantitativni aspekt dela so jih začeli zanimati. Študenti so se tudi ukvarjali z bazo pisem, vendar pa niso izrazili toliko zanimanja za socialno zgodovino, kar se mi zdi, da mogoče tudi zato, ker je celoten seminar bil namenjen bolj politični zgodovini, oziroma bi bilo potrebno v sklopu baze pisem zastaviti še drugačno nalogo, kot recimo kot se omenjala otroštvo ali pa kaj podobnega, da bi tudi raziskovali in bi mogoče šlo, bi imeli drugačno izkušnjo. Ko smo gledali to gradivo, pa so se v bistvu študentje začeli še spraševati, kaj bi bilo potrebno dodati v te baze. In recimo so izpostavili, da bi bilo v sklopu slovenskih baz dobro organizirati prostor, ker bi bilo na razpolago določeno slikovno gradivo. Želeli so se recimo, da bi bila literatura ali pa veri ločeni po zgodovinskih deželah, naprimer, kar se meni zelo zanimivo, ker pravzaprav nekatere zadeve se meni se sploh ne da ločiti, in da bi jasno bilo več dostopnih arhivskih dokumentov, kar pa je verjetno vprašanje za digitalno čitalnico, ki je v razvoju v arhivu in podobno. Torej, da se nekako ugotoviti, da se ti razmisleki skladajo z ugotovitvami drugih študij. Da je nujno, da se zadela z digitalnimi veri v procesu, in da to proces, ki mora trajati več kot le en semester. Da se koncepti, ki jih začnejo uporabljati pri digitalnih verih, morajo pravzaprav biti z njimi seznanjeni že prej. Se pravi, na nekih predhodnih predmetih, na predavanjih, in ko te koncepte dobro osvojijo, jih potem lahko uporabijo tudi na teh digitalnih verih. Da lahko prevelika uporaba primarnih verov lahko tudi skrči uporabo literature, da je precej več potem uporabe statistik, številk, shem, tabel, in da se humanistični pristop mogoče lahko umakne družboslovnemu v teh primerih, da se študente in študentke, ki uporabljajo digitalne vere, potem tudi v uvodu pogosto osredotočijo na metodološka vprašanja, kako so iskali vere, kako so izbrali vere, kako so prišli do rezultatov, kot pa na teoretične koncepte. Zagotovo pa te digitalne zbirke, bom rekla, omogočajo študentkam in študentom, da obiščejo arhiv. In marsikomu je še vedno tudi v toku študijskega procesa še vedno zelo naporno
obiskati arhiv in to, bom rekla, te digitalne zbirke prav na to omogočajo, da pridejo v stik s temi primarnimi viri. Hvala. Hvala tudi doktorici Ireni Selišnik, docentki na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.